za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, jaz bom nekaj povedal o vsebinski pomembnosti in pomenu črnih bukev. Črne bukve je pripravljala ekipa pričastnikov Slovenski dom. To je bil za Slovencem in Jutrom tretji pomemben časnik, ki je med drugo svetovno vojno izhajal v Ljubljani. Ker sta bila Slovenec in Jutro bolj pomembna, sta bila verjetno pod strožjo cenzuro, najprej Italijanov, od jeseni 43, pa Nemcev, kot pa Slovenski dom. Cenzura je bila velika ovira pri objektivnem poročanju. Glavni urednik Slovenskega doma je bil Mirko Javornik, ki je bil tudi mentor črnih bukev. Oče črnih bukev je torej Mirko Javornik. Vodja ekipe, ki je pripravljala knjigo, je bil Slavko Skoberne, Celjan, ki ga je v začetku okupacije Nemci z drugo inteligenco Štajerske internirali v Srbijo. Od tam se je hitro zatem vrnil v Slovenijo, Ljubljano. Po vojni je živel v Argentini. Črne bukve so mu pomagali pisati, torej sam Mirko Javornik, urednik Slovenskega doma, ki je po vojni živel v ZDA, v Washingtonu, Ivo Bergant, po vojni živel v Kanadi, France Dolenc, profesor Jože Kessler, Ludvik Klakočer, po vojni živel v Avstraliji, profesor France Zupan, Anica Debevec, poročena s Skoberne, to je bila Slavkova žena, ki po vojni sta oba živela v Argentini, pa je upravljala tajniška opravila uredništva. To so torej imena, ki so danes precej slabo poznana, ki so pripravljala to pomembno knjigo. Tej ekipi sta veliko pomagala še duhovnik Janez Lavrih, ki je po vojni živel v ZDA, in Janez Marn Črtomir, ki je bil ubit v povojnih pomorih. S pripravo črnih bukev so pričeli junija 43, ko so jih že napovedali v Slovenskem domu. Jeseni 43. in potem prve mesece 44. so zbrali zelo veliko gradiva. Posameznih podatkov, pričevanj, dokumentov, ki so jih precej zaplenili partizanom, tudi veliko zelo obremenilnih. Največ dela je bilo s pregledom velike množine komunističnega propagandnega gradiva, od slovenskega poročevalca in drugih glasil do množice različnih lepakov ter razglasov. Takoj na začetku so dali tiskati zelo visoko naklado 32.000 izvodov, kar je bilo do takrat eno najzahtevnejših uredniških in založniških dejanj. Govorimo o zelo težkih vojnih razmerah. Napovedali so, da bo dobiček šel za pomoč žrtvam komunistične revolucije. 20. decembra 1944 so objavili natančen seznam, kdo in koliko je dobil te pomoči. Če koga zanima, lahko te podatke tudi vidi, jih imam tu zelo natančno, do lire natančno, kam je šel denar. Čeprav so dali ceno posameznemu izvodu knjige 40 lir, kar je bilo zelo malo, da bi bila čim bolj dostopna, se je temu nabralo nekaj denarja. Besedilo črnih bukev so še pred objavo knjige prevedli v angleščino in ga odnesli v Rim, da bi z njim seznanili širšo javnost, predvsem pa jugoslovansko begunsko vlado o tem, kaj se v resnici dogaja v Sloveniji. Toda to je bil že čas, ko so predvsem Angleži zasledovali samo bolje interes in jih nasilje komunistov ni prav nič zanimalo. Če želim govoriti o črnih bukvah, njihovih vsebini, verodostojnosti in pomenu, potem moram najprej omeniti osebni utrip o tej temi. Intelektualno sem se oblikoval v 80-ih letih 20. stoletja, ko je bilo moje okolje še vedno okovano s prokomunistično in propartizansko propagando, indoktrinacijo, politično, idejno nesvobodo, vse to pa je zaokrožalo nasilje komunistične tajne policije službe državne varnosti. To je pomenilo, da informacije o resničnem dogajanju ni bilo, kaj šele literature, s katero smo danes 25 let po demokratizaciji Slovenije nekoč preplavljeni. Študiral sem zgodovino, ker sem od profesora slišal le izrazito črno-belo in v svojem bistvu neresnično zgodovino.
tako in z vso propagando preko šolstva, proslav in medijev, takrat človek ni mogel biti drugačen kot popolnoma ideološko indoktriniran. Vendar to niso bila več 70 leta, v prvi polovici 80-ih let so se že začele vznikati nekatere pobude, na primer o ekologiji, in začela izhajati nova revija. Za menoj je bila zelo negativna izkušnja z vojsko in s tem povezano prvo veliko razočaranje nad sistemom. Potem pa je prišlo do odločilnega preboja. Predtem sem v časopisju bral kritike o novorevijaših, ki da so nasprotniki naše socialistične ureditve. Seveda, zanimalo me je, kaj ti ljudje pišejo takega, da je to sovražno nam vsem. Ko sem v knjižnici šole polistal po novih revijah, seveda kaj dosti nisem razumel, saj je to bil takrat zame še preveč zahteven besednjak. Sem pa v prispevku Tarasa Kermanerja, njegovi prispevki, kot dobro vemo, veste, so bili dolgi in terminološko zelo zahtevni, naletel na sintagmo poboj domobrancev v Kočevskem Rogu. Ta sintagma, ti trije izrazi, poboj, domobranci, Kočevski Rog, so name delovali na nek način magično. Veliko sem razmišljal o teh besedah, predvsem pa kaj pomenijo. Bile so takšne, da je bilo jasno, da morajo pomeniti nekaj velikega. Toda nihče mi jih ni vedel pojasniti, kaj šele, da bi se jih lahko sam v kakšni literaturi o njem kaj poučil. Ja, to je bil totalitarizem. To je opis totalitarizma. Danes, ko je prav nasprotno, ko smo zasuti z literaturo, ki jo komaj še lahko spremljamo, toliko je jasno stanje, je takratno stanje težko razumeti. Celo meni, imam ga le v spominu. Več mesecev je trajalo, preden mi je kakšen od znancev vedel vsaj potrditi tiste tri takrat magične besede. Ker sem se zelo trudil, da bi kaj vendarle izvedel o tem, kaj se je dogajalo, kaj pomeni sintagma poboj domobrancev in kaj v Kočevskem Rogu, sem po nekaj mesecih let dobil v roke strogo zaupno, seveda, brošuro V Rogu le želimo pobiti. Ko sem jo bral, sem imel naslednji občutek. V njej je sicer opisano neko resnično dogajanje, tudi to je narejeno z močnim pretiravanjem in čustvenim nabojem. Seveda že dolgo več ne mislim tako. Saj je jasno, da v brošurah V Rogu ležimo pobiti in teh razsvetljavane z našo krvjo ni nič pretiranega, ne dejansko, ne čustveno. Šok pri branju je bil na testi podlagi indoktriniranca pač prevelik. Seveda se mi je takrat podrlo zaupanje v šolo, ki me je prej učila nekaj drugega oziroma mi je bistvene stvari zamolčala. Tako so bili položeni dovolj trdni temelji, da sem šel po poti iskanja resnice. Potem sem v naslednjih letih, vse še v 80-ih let, posrkal vsak podatek o tej veliki slovenski temi, ki jo je komunistični režim zamolčeval z vsemi sredstvi. Ni čudno, da sem takoj postal predmet spremljanja službe državne varnosti, česar se takrat kaj dosti nisem zavedal, danes pa vem zato zahvaljujoč naključju, da so se o tem spremljanju v arhivu ohranile 4 analize SDV o meni, ki skupaj obsegajo kar 172 strani. V njih je tudi podatek, da je moj Dubrovski dosje na začetku leta 1989 obsegal najmanj 1200 strani. Kasneje je bil z drugimi dosjeji tako imenovanih notranjih nasprotnikov socializma uničen. V drugi polovici 80-ih